Srečanje večer čudežev, kjer se bomo posvetili najprej besedi, da vidimo, kaj Bog pravi o zdravljenju. Slavili bomo, molili bomo in bomo prepustili Svetemu Duhu in dajte pričakovati, da bo Bog deloval. Zato, ker Jezus je rekel v Evangelijih eno stvar. Če jaz ne bi govoril besed, ki jih noben drug ni, vi ne bi imeli greha. Ne? Pač, če nekaj ne veš, ni nič narobe. Pa eno drugo stvar rekel, če jaz ne bi delal del, ki sem jih naredil, vi ne bi imeli greha. In če vidimo največji problem, zmeri, ko je Jezus molil za bolne, kaj bo največji problem? Ljudje, njihove potrebe ne. Farizeji. Pa ne v soboto, pa kakšen greh je ta naredil, pa ne tako, pa ta je grešnica, pa oni ne bi smel sploh zraven priti. In verjamem, da je danes isto, da v bistvu nas Bog hoče rešiti, v bistvu teh bremen, ki jih imamo. Ker dostikrat imamo potrebo, so stvari, zbolimo, so kakšne preizkušnje, ki nimamo, pač ne moramo, ne znamo se ne izmoliti, ne vemo. In takrat v bistvu dostikrat začne hudič šepetati. Nisi dovolj dober, to nisi naredil, mogel imeti vero, mogel bi moliti, ne to samo za tiste. In tlele se zgodi, da mi v bistvu, tle se zgodi, da mi lahko bitko zgubimo. Ker Božja volja vedno ozdravljenje, ker je Jezus šel na križ, če bi on toleriral trohico bolezni, on ne bi šel nikdar na križ. Če bi on toleriral trohico greha, on ne bi šel nikdar na križ. Ljudje pravijo, zakaj Bog dopušča zlo, zakaj Bog dopušča bolezni. Bog ne dopušča bolezni, gremo brati Biblijo. V Izaiji 53 pravi, on je bil strt zaradi naših prestopkov, kazen ga zadela za voljo našega miru, njegove rane so nam ozdravljenje. Bog ima ničelno toleranco do vsega greha, do vseh bolezni, ničelno toleranco do hudiča. Se pravi, smo tukaj, zakaj vidimo toliko zla? Oče naš, so nas učili že v najbolj tradicionalnih, Oče naš, zgodi se tvoja volja. A se Božja volja, Bog je dal Božjo voljo v molitev, a se Božja volja kar avtomatično zgodi? Ne. Nekdo more razumno pristopati in reči, Bog, tole ni Božja volja, v nebesih je drugačna Božja volja in ta Božja volja, ki je v nebesih, ne se dan zgodi. Tako da, ena izmed stvari, ki verjamem, da nas Bog hoče osvoboditi, je, da ne iščemo izgovorov, da ima Bog nek večji namen, ki nas hudič brutalno napade, bom rekla tako. Da zdaj me bo pa Bog nekaj naučil. Če bi nas Bog čez to učil, če bi to naredil en naraven oče, bi ga na vsakem sodišču zaprl za dosti let. Noben oče ne povzroči oziroma dopusti, ki ima moč, da prepreči neko nesrečo ali eno poškodbo, svojemu otroku ne bo nikoli dopustil, da se mu nekaj zgodi. Noben oče ne bo dopustil, da gre otrok na vročo peč pa stisne roko. Tako da mi moramo eno stvar priti tako res spet na ta temelj. Moj Bog je dober Bog. In moj Bog je dober Bog vsem, kar se tiče mene in kar se tiče drugih. In če pogledamo, Jezus je ljudi vzdravljal, šele pol jih je spraševal o posvečenju, šele pol jim je dal naročila, kako naj živijo. In tudi, če pogledamo zdravnika, zdravnik, ki recimo je na urgenci, mu pripeljejo dva, oba sta polomljena, imela sta prometno nesrečo in on pride od prvega, a ste vi povzročitelj? In oni, pa jaz ne morem nič narediti. Prosim, policija, zapisnik, sodišče, ko odplačate svoj dolg, pridite, bom to nogo pokrpil. Če bi to naredil, bi dobil, najmanj kar bi dobil odpoved, če ne še kaj hujšega. In mi projeciramo, a razumete? Ja, pa mogoče si v kakšnem grehu, pa mogoče so bili v grehu, pa mogoče ne vem kaj. Mi projeciramo v bistvu vse te stvari, ki se že v tem svetu veljajo za kriminalne.
včasih na Boga, ampak to ni naš nebeški oče, on nas ljubi. In isto s tem, gremo spet nazaj k temu zdravniku in pride pač tisti ta drug, ne, in pravi, a ste vi povzročitelj nesreče? Oni, ne, no, vas bom pa 3-krat boljš zrihtal, kot onega. Ne more tega narediti, ne. Zdaj imamo sodnika, spet prijeta oba dva k njemu, ne, in sodnik, če bi bil milosten, v smislu, kaj vi ste povzročili nesrečo, vi ste njemu sesul avto, pa zdaj je na bolniški, pa na Birglah že 6 mesecev. Jaz vam pa vse odpuščam. Ne, spet bi izgubil službo, tako. In vidite, in mi moramo razumeti, Božje kraljestvo je država. Bog je greh sodil na križu. Zato, da nam vsem skupaj izkaže milost. Tako da, prvo stvar, ki jo mi rabimo v življenju, je enostavno dopustiti Bogu, da nas osvobodi, dopustiti, da se ozre na nas. Zato, v apostolskih delih, ki so molili, so najprej rekli, Bog, ozri se na to, kar se nam dogaja, posluši pretenje, tako, niso zanikali okoliščin, poglej diagnozo, ozri se name in potem deluj. Mi se včasih tako, radi bi se osvobodili, ampak v bistvu iščemo lahko in ozdravljenje in Božjo pomoč, kakor da je to nek sistem. In Jezus tako si res želi, no, da lahko prijemo k njemu, damo vsa ta religiozna bremena, vso to breme, ki tudi v bistvu, ki si ti bolan, te izolira. Mislim, tvoje življenje, tle potegne milijone nek stvari zraven. In včasih se mi tako obnašamo do ljudi, recimo, ki so zboleli, tako kot v vicu, to je prvi vic, ki sem ga slišala, tako z krščanske perspektive. Je bilo eno jezerce in vsak je šel noti v zdravo. Imel en človek grbo, je šel noti, sem zdravo. Pol imel en človek poškodovano roko, pri ven sem zdrav. Pol je šel pa človek na invalidskem vozičku noti in je prišel ven z novimi feltnami. Razumete? In mi v bistvu dostikrat dejansko prezentiramo evangelij na tak način. Bog noče, da pričakujemo nove feltne, boljše birgle, daljšo, kako se reče, daljšo bolniško, da mi podaljšajo. Razumete, hoče, da pričakujemo najboljše in to je to pač, da je on sam plačal za naše ozdravljenje. Tako da jaz mislim, da smo vsi mi dobili že nove feltne, ne? V življenju. Tako da vidim, da vsi dobro vemo, kaj pomeni. Pa nisem tega hotel. A se počutiš boljš? Ma jaz, malo boljš mi je. Ne, kaj piše, Pavel je rekel, mislim, da v Timoteju, da se vedno učijo, pa nikdar ne pridejo do spoznanja. Če pogledamo še na faksu, te tam 5 let maltretirajo, ampak pol ti dajo papir. In pol ti, mislim, govorimo o idealnih okoliščinah. In pol ti s tem nekaj lahko narediš, ne? In ko je Jezus svoje učence učil, jih je v 3 letih toliko naučil, da je rekel, zdaj sam čakajte na Svetega Duha. In ko pride, ste pooblaščeni in usposobljeni, da delate taka dela, ki jih delam jaz in še večja. Tako da dajmo pričakovati, da če so nas usposobili, ne vem, za medicinsko sestro, so te usposobili, ne vem, jaz se spomnim, meni najbolj, ki je koristilo v srednji šoli, veste, kaj je bilo? Tipkanje. Mi smo strepisi v šoli, ne vem, zakaj, bila gimnazija. Jaz osebno imam še zdaj v spominu, da hvala Bogu, da so me naučili takrat tipkati. Se pravi, če so me oni lahko v par mesecih naučili tipkati. Koliko je lahko Bog, ki je učitelj, Bog, ki je vsa modrost, Bog, ki je vsa vednost, ne bi nas naučil hoditi z njim. Tako da moramo mi v bistvu videti pri nas, kaj so te naše omejitve, ne? In naj nam danes Bog naj nas vodi, ne? Da bomo videli, kje so naše trdnjave, naše omejitve in dajmo to, tako kot čebulca, oddati Jezusu. Tako da, jaz pač prepuščam danes to srečanje Bogu, ne? Nikoli nočem veriti o Bogu, kakor da ga tle ni, ker je to grozen.
Tako da vedno, ko govorimo o Bogu, ne, vstopamo v ta odnos, vstopamo v to bližino. In verjamem, da se nas hoče dotakniti danes. Tako da, in je pa ena stvar se mi zdi zelo pomembna, da v Bogu nimaš staža, vera nima staža. Jaz se ne moram nanašati na to, da sem, ne vem, 20 let hodim z Bogom. Ne moram se, pač verom, ali jo imaš danes, ali jo pa nimaš. Ti se lahko zjutraj zbudiš in zanikaš vse, ker ti neki pač udar po betici. Tako da, pri Bogu, Bog ima otroke. In mi točno vemo, ko pride otrok, otrok nima staža. Ko se nov otrok rodi, ne čakajo 18 let, da ga bo kdo pogledal. Tako da, dajmo pozabiti in na naše uspehe, dajmo pozabiti in na naše neuspehe in na naše razmišljanje in pustiti, da Bog nas definira na novo. Ko te Bog pokliče po imenu, Bog vsega stvarstva, ustvari vse, kar je vidno in nevidno. Ko te Bog pokliče po imenu, to pomeni, da vse, kar obstaja, to sliši. Ker je Bog rekel, jaz sem Abrahamov Bog. In vsak hrib, vsaka dolina, vsaka reka, vsaka ovca, vse je vedlo. Da je zdaj tisti mali človeček tam, ki se nekaj trudi, Božji sin. In Bog nas hoče spraviti, nam pokazati, kdo smo, nas spraviti, da prijemo mir sami sabo, da dobimo, kar nam pripada, nazaj, kar nam je hudič ukradel, in da tudi razumemo, da ko gremo ven, da je ta svet bil ustvarjen za Boga in nam ne bo več, nas ne bo več ogrožil. Tako da vidimo, da ko je Jezus ozdravljal, je ozdravljal vse. Je ozdravljal človeka, je ozdravljal mesto, je ozdravil vse. Vidimo, da so puščava, ker je bila puščava, so stvari ozelenele. Vidimo, da je ruševine rodov po zidu v generacije. Tako da za Boga ni nič predaleč, za Boga ni nič pretežko, nobena diagnoza ni pretežka, nobeno stanje naše ne moreš oditi predaleč od Boga, nikoli. Nikoli ne moreš oditi. Sveto pismo pravi, da če bi šel pod zemlje, ga bom tam srečal. Če bi šel v nebesa, bi ga tam srečal. Tako da dajmo mu res danes tako prostor in reči, Jezus, pokaži mi, kje sem te omejeval in hočem te spustiti bližje. In od tle naprej bomo šli. A bo šlo? Ok. Ninad, a gremo malo zdaj? Gremo malo. Ok. Se vidite, kjer ste zaprite oči, rečete Jezus, jaz te vabim. Jaz ti predajam vse to, ker sem se matru. Si predajam kakršnokoli diagnozo so mi postavili. Kakršnokoli bolezen, Gospod. Predajam ti vsako žalost zaradi okoliščin in te pričakujem, Gospod. Hvala ti, da si ti zdravnik. Ti dam slavo in čast, Jezus, pridi in izpolni moje srce z ljubeznijo. Izpolni moje srce s sigurnostjo, Gospod. Oče, tvoja beseda pravi, blizu je beseda v tvojih ustih in tvojemu srcu, ker če boš z usti izpovedal in v srcu verjel, da je Jezus Gospod, boš odrešen in ta beseda odrešen pomeni tudi ozdravljen, pomeni osvobojen, pomeni pomirjen. Ta beseda pomeni vse, odrešen od vsega, od tega, kar je navznoter, od tega, kar je navzven. In Oče, mi ti predajamo ta čas, Gospod, in prosim, da pomagaš nam v naši slabotnosti, ki ne vemo, Gospod. Naj nas vodi Sveti Duh. Naj nas vodi Sveti Duh. Haleluja.